Živijo na tvojo stran. Spremljaš prispevek o 14. glasbenem festivalu Pionirskega doma, ki vzpodbuja otroke in mladostnike glasbenemu ustvarjanju, avtorskih pesmi, tudi priredb. No, letos festival izredno poteka online. Eva Moškon je moje ime in v moji družbi lepo pozdravljam strokovno žirijo festivala, ki je izbrala zmagovalno pesem. To težko nalogo so prevzeli Jure Longika, med drugim radijski voditelj in glasbeni urednik, Tomaž Trop, kitarist skupine Tabu, in Jošt Urbanc, Joe v umetniških vodah, član skupine TMS Crew in solo izvajalec. Torej, letos je bila stvar poseben izziv tudi za žirijo. Verjamem, da absolutno za vse udeležence in udeleženke. Kajti gradivo, ki smo ga prejeli, je bilo precej raznorodno, od tako zelo preprosto posnetih doma v dnevni sobi, živih izvedb na telefon, do popolnoma profesionalno sproduciranih pesmi, ki celo so kakšne že izšle kot uradni singli pri priznani domači glasbeni založbi. In primerjati tako raznorodno gradivo, ne da bi seveda doživeli glasbenika v živo, je bilo nekoliko bolj težavno in smo si morali sproti pri delu, pri žiriranju nekako zastavljati omejitve, malce improvizirati, ampak na koncu smo z rezultatom zelo zadovoljni. V ožjem izboru smo imeli seveda zmagovalko, smo imeli tudi posebno omembo, se pravi še eno zmagovalko, to smo imeli vsi v ožjem izboru. Smo imeli pa še na primer enega fanta, edinega med 17 prijavami. Predvsem smo se odločili za avtorske skladbe, ker se nam vsem to zdi dodana vrednost, še bolj kot pa, sama izvedba. Kot vselej, seveda, kvaliteta glasbe, besedila, izvedbe, kakor smo jo dobili zabeleženo, to je bilo res raznorodno. Pri čemer sem se sam lotil predvsem najprej poslušanja, ne da bi gledal videoposnetek ali kaj takega. Skratka, vsako skladbo sem si najprej zavrtel, ne da bi vedel, kdo jo izvaja, ali je avtorska ali ne in tako naprej. Ta prvi glasbeni vtis, prvi občutek je bil zame zelo pomemben. Šele pri drugem poslušanju sem pogledal sliko, odprl prijavo, videl, kdo to je in tako dalje. Na koncu je prevladalo res tisto neko avtentično avtorstvo mladih glasbenikov, slovenščina in prodorno sporočilo vsem generacijam. Ja, za zmagovalko smo se odločili za Eva Hočevar, ki je imela tudi meni osebno, tako je prišla v najbolj ožji izbor 2 pesmi, sta prišla obe, to moram povedati, in prva in 10. prijava, to se pravi Eva pa Mija. Tako da ja, in tudi naslov ta Spake me je pritegnil, tako da res iskrene čestitke, super komad. Eva Hočevar, dobrodošla. Iskrene čestitke, bravo. V imenu Pionirskega doma ti želimo uspešno glasbeno pot naprej in se veselimo tvojih norčavih besedil iz tako težke tematike, kot je trenutno družbeno stanje. In jaz bi tudi tebe danes, oziroma nocoj, prosila, da nam Spake zaigraš. Nasilje ni rešitev, je pa odgovor ljudje. Bojte se pasivnosti, za vaša življenja gre. In čeprav je moja bitka tiha, ne pomeni, da je ni. Ker slej kot prej pač maska pade in težko je biti koristen. Ja, in težko je biti pristen. Če se ljudstvu ne odpreš, umreš, ko da gledaš se prazne ljudi in trpiš, ko uveriš, da drugih poti ni. Vedno nerazumljena zdaj za refren, da pozabiš na gnusobo, se umakne svoj svet, če še tega te vzamejo, naj se pripravijo na pogreb. Ker luč v mojem srcu še gori, danes jutri spet umikam se, bežim.
luč lahko mi pogasijo, čustev prosim se znebijo, ker res je plamen previsok. Zajel bo mesto, se razširil na tvoj blok in ne moram te zapet, da boš dojel. Te z besedami nakazati, da boš razumel, res prepozno je za to. Se ob rojstvu tak rodil, se nisi sam, ti si sloj, velik stroj, ki ruši občutja, ruši obstoje. Žal ne dojameš, ti si naboj, ki me vsakodnevno prebadaš, razumi, razžagaš in hvala za noč, ko ponovno se plamen rodi. A spišem ob svoju, ti v temi sediš in takrat se zavem, da ljudje smo napake. Naravi se nikdar ne rodijo takšne spake. Ker luč v mojem srcu še gori, danes jutri spet umikam se bežim. Luč lahko mi pogasite, čustev prosim se znebite. Vi spake.